V sejni dvorani Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v Lendavi je potekala tiskovna konferenca, ki jo je organiziral Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, na kateri so sodelujoči najavili 2 razpisa v letu 2024. Naš nov krog javnih razpisov, pri katerem smo zelo hvaležni madžarski državi in madžarski vladi, da podpirajo pomursko madžarsko gospodarstvo in kmetijstvo. Tukaj smo zelo veseli, da so uslišali naše želje in lahko nadaljujemo z naslednjim krogom, pomeni z 5. krogom teh sofinanciranj raznih projektov na dvojezičnem območju. Zelo smo še enkrat hvaležni, da kljub svetovni gospodarskemu stanju se je še našlo denar, ki ga lahko namenimo razvoju in krepitvi gospodarstva in kmetijstva tukaj pri nas v tej deželi. Trenutni razpis po besedah Orbana ne bo obširen, kot so ga bili vajeni v preteklosti. Ampak vseeno pa nadaljujemo z programom, kar je zelo spodbudno in upamo, da se bo to tudi v bodočnosti spremenilo in bomo spet prišli nazaj na stare poti in bomo lahko še bolj intenzivno podpirali in razvijali naše podjetnike in kmetovalce. Pri tem je Orban še poudaril, da si želimo zelo, da prispejo kakovostni in kvalitetni projekti, kajti glede na finančni okvir ne moremo vseh podpirati in upamo, da bomo lahko samo najboljše in tiste, ki prispevajo k razvoju našega okolja. Na tiskovni konferenci je direktor zavoda Berden predstavil 2 javna razpisa v sklopu 5. razpisnega kroga. Prvi javni razpis bo za sofinanciranje razvoja podjetij in turističnih naložb v Prekmurju. Razpis bo razpisan na podlagi uredbe komisije 615/2014. Upravičeni prijavitelji pri tem javnem razpisu bodo pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju ene od 5 dvojezičnih občin, torej občine Lendava, Moravske Toplice, Šalovci, Dobrovnik in Hodoš, in morajo biti najmanj 2 leti registrirani na podlagi zakona o gospodarskih družbah. Teh ustanovitelj ali najmanj 50% zaposlenih pa mora vladati madžarski jezik. Projekti pa se morajo tudi izvesti na tem upravičenem območju. Najnižji znesek zaprosene pomoči je 50.000 evrov, preračunano v forinte. Najvišji znesek zaprošene pomoči pa je 100.000 evrov, preračunan v forinte. Razpoložljiva sredstva za ta javni razpis so 100 milijonov forintov. Torej po trenutnem tečaju je to nekaj manj kot 250.000 evrov. Vire financiranja, torej denarna sredstva za sofinanciranje, bo zagotovilo madžarsko ministrstvo za zunanjo trgovino in zunanje zadeve. Intenzivnost pri tem javnem razpisu bo po besedah Berdena odvisna od velikosti podjetja. Kar pomeni, da v primeru mikro in malih podjetij je največja intenzivnost dodeljene pomoči 50% upravičenih stroškov, pri srednje velikih podjetjih je največja intenzivnost 40% in za velika podjetja je lahko največja intenzivnost dodeljene pomoči 30% upravičenih stroškov projekta. Javni razpis bo predvidoma objavljen v ponedeljek 2. decembra 2024 in bo dostopen na spletni strani zavoda www.profutura.si. Vlagatelj mora za oddajo vloge najkasneje do 15.1.2025 do 8. ure zvečer izpolniti elektronsko prijavnico in jo seveda tudi oddati, ki se nahaja na spletni strani zavoda. Dokumentacijo pa mora oddati tudi osebno v pisarni zavoda. Sam rok izvedbe projekta oziroma njihov zaključek predvidevamo 30.6.2026. Načrtovani podpis pogodb s prijavitelji, kateri projekt bo odobren, pa je predviden v prvi polovici leta 2025.
Potencialnim prijaviteljem smo za morebitna vprašanja na voljo v pisarni zavoda, vendar komaj po objavi javnega razpisa, ko bomo lahko posredovali konkretnejše informacije. Namen drugega javnega razpisa je ohranitev in spodbujanje primarnih kmetijskih dejavnosti in predelava ter prodaja kmetijskih proizvodov. Ta javni razpis bo razpisan na podlagi uredbe Komisije Evropske unije 2022/2472. Upravičeni prijavitelji so tu fizične ali pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem mikro, mala ali srednje velika podjetja oziroma nosilec kmetijskega gospodarstva, registriranega za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Vsi ti prijavitelji pa morajo biti dejavni v primarni kmetijski proizvodnji ali v kmetijskem sektorju na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ter morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev, hkrati pa morajo imeti v lasti ali zakupu kmetijsko zemljišče na območju 5 naštetih dvojezičnih občinah. Tudi samo dejavnost morajo izvajati na tem upravičenem območju. V primeru pravnih oseb mora prijavitelj vsaj 50% zaposlenih obvladati madžarski jezik, v primeru kmetijskih gospodarstev pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva ali vsaj 50% evidentiranih članov kmetijskega gospodarstva obvladati madžarski jezik. Najnižji znesek zaprošene pomoči pri tem javnem razpisu je 25.000 evrov, preračunano v forinte. Najvišji znesek zaprošene pomoči pa je 100.000 evrov, preračunano v madžarske forinte. Razpoložljiva sredstva pri tem javnem razpisu so prav tako 100 milijonov forintov, torej imamo za 2 javna razpisa skupaj 200 milijonov forintov sredstev, kar je nekje pol milijona evrov. Vire pa tudi tu zagotavlja madžarsko ministrstvo za zunanjo trgovino in zunanje zadeve. Najvišja intenzivnost pomoči pa je lahko 65% upravičenih stroškov pri tem javnem razpisu. Način objave tega razpisa je enak kot pri gospodarskem razpisu. Ob koncu je Orban še povedal, da v pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti upajo, da bodo imeli takšne projekte, ki bodo bistveni za razvoj pomurske regije in da se bodo finančna sredstva za namene razpisov v okviru takih projektov povečala.